je čas, da stopimo na pot prve konkretne discipline. In to sem poimenoval vsakdanji križ, čeprav sem se spraševal, kako to prav poimenovati. Nošenje križa, vsakdanje nošenje križa. Združenost z Jezusovim križem. Težko najdem ta prav naslov, ampak recimo, da je ta naslov, da bo približno vsaj povedal to, kar želim. Zdaj, opazili ste že med slavljenjem, je bilo prebranih nekaj besedil iz Svetega pisma in zdaj bi pravzaprav rad nadaljeval prav to. In bi rad, da si najprej pogledamo par mest v Svetem pismu, jih preberemo in pustimo Svetemu duhu, da nam govori. S tem bi začel, ker mogoče ta citat se mi zdi ključen za vse. To so Jezusove besede v Lukovem evangeliju 9:23 in takole Jezus nam govori. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ, da hodi za menoj. Če gremo naprej. To smo že slišali danes. Gre za podobno misel iz Janezovega evangelija. Kot vidite, nekatere besede sem okrepil, ker bom pozneje nekaj povedal o tem. Gre za podobno misel. Ja, lahko gremo še naprej. Tudi to smo že videli, to pa se mi zdi zelo pomembno, ker tam smo slišali Jezusovo besedo, to je pa Pavlova beseda, kar preberemo tole. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. Naprej. Glejte, kaj Pavel reče sam v sebi. Dan za dnem umiram. No in potem še en Pavlov citat. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso. Strastmi in poželenju vred. Prav, tisti, ki so Jezusovi, za njih tole velja. Še naprej. Zanesljiva je tale beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli. In to Pavel postavlja kot en tak napis, nek tak splošno načelo. Iz tehle navedkov, pa lahko bi jih seveda navedli še precej več, lahko najprej vidimo eno, da tole je glavna tema v Novi zavezi. In dejansko to, o čemer želim danes govoriti, je temelj vseh disciplin. In to je ta glavna stvar, v bistvu vse ostalo, kar bo potem še prišlo, razumem, da so opombe k temu, kar bomo danes povedali. Ali pa mogoče so samo konkretizacije, različni načini, kako to naredimo konkretno. Ja? Ampak tole je pa bistvena stvar. In če tole stvar delamo prav, bomo prav delali vse ostalo. Če tega ne delamo prav, nič ne bo redno. To je tista glavna, ključna zadeva, ki jo želim predstaviti. In najprej bi želel predstaviti, kako je to sam Jezus izrekel. Se pravi, najprej imamo ta Kristusov klic, ki smo ga že parkrat videli in tukaj je zdaj še eno mesto, ki je pa mogoče še malo bolj zaostreno, ker je tudi malo bolj konkretno. Takole, in kontekst tega je, da piše v Lukovem evangeliju, da so šle za Jezusom množice. Pravi, Jezus je rado popularen. In Jezus zdaj tem, ki so tako nekoliko, fajn, Jezus super, jim reče tole. Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Potem večkrat poznaje, tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Vidimo, to se ponavlja, ne more biti moj učenec. Zdaj, kaj lahko najprej rečemo? Tukaj
ta odlomek majčkeno pove, majčkeno razloži, kaj pravzaprav pomeni nositi križ. Ne? Vidimo, da gre za odpoved vsemu, kar imamo, kar posedujemo, vsemu svojemu, vsemu, kar si lastimo, vsemu, česar se oklepamo in seveda vsemu, kar nas določa in s čimer se identificiramo. In to so seveda zdaj, če smo konkretni, to so stvari, imetje, ki ga imamo, to je lahko služba, ki jo imamo, to so potem želje, ki jih imamo in seveda potem so tudi odnosi, celo družina, ne, ki vemo sicer, je Svetega pisma, družina je nekaj svetega, ampak družina lahko postane malik. Ne. In potem seveda jaz gre tukaj do konca, ne, prav, tudi samo sebi. Ne. Dobesedno duši je tukaj v izvirniku, svoji duši. Jazu se moraš odpovedati. Se pravi, pred nami je tukaj izziv, ki je ostar, ki je radikalen. Zdaj, vemo, ta beseda sovraži tukaj gre za semitski način izražanja, ki pomeni ljubi manj. Vidimo recimo iz vzporednega mesta v Mateju, ne, kdor ima očeta bolj rad kot mene, ni mene vreden, recimo. Tam imamo tako, Jezus tako reče. Ampak tukaj pa uporab ta izraz sovraži, ki je pa seveda očitno je poudarjen. Očitno gre za nekaj, kar hoče reči, vaša ljubezen do mene mora biti toliko bistveno večja od vseh ostalih ljubezni, da vse ostale ljubezni, ki jih imate, izpadejo skoraj kot sovraštvo. Ker je taka gromozanska razlika med to ljubeznijo pa onimi ljubeznimi. Ne? To je ta bibličen način izražanja, ko govori o sovraštvu. Ne? Ampak vemo, ne, Jezus je dejansko znal reči stvari, ki so bile šokantne. Recimo v 9. poglavju Jezus mirno reče nekomu, ki pravi, pusti mi, da grem pokopati očeta. Jezus reče, pusti mrtve, da pokopavajo mrtve. In to je šokantno danes, v uni kulturi pa še bolj. In tukaj moramo paziti, da Božje besede ne probamo razrečiti. Jezusova beseda je tukaj, je ostra, je izzivalna in kot tako jo moramo slišati. Ne smemo jo zgladiti, polepšati. Ta beseda nas more vznemiriti, da tako rečem, ker nas kliče ven iz naših ustaljenih predstav in vzorcev mišljenja. Se pravi, ta ostrina je namerna. Namreč, kot vidimo še iz Mateja, vidimo vse Luka, bi lahko to drugače zapisal. Obstaja drug način, ampak ne on, Luka, ali pa če gre za drug Jezusov izrek, Jezus v tem primeru je tako hotel povedati stvari. Ne? Hotel je postaviti dejansko sebe vmes med nas in med vse tole. Sej vemo, da je Jezus sam druge rekel, da je treba starše spoštovati. Se pravi, mu lahko zaupamo, ko nam nekaj tako ostrega reče, kot je to, mu lahko zaupamo, da vemo, da on ve, kaj dela, ko nam to govori. In dajmo to besedo slišati tako, kot je prav. No in zdaj bi tudi tole rad razložil, tale ne more. Zdaj, če bi prebrali tisti dve priliki, ki sta tukaj vmes, ena je v zidavi stolpa, druga je pa v kralju, ki gre na vojsko, bi videli, da ta ne more, mi to slišimo, da se kot ne sme, ali pa v tem smislu, ampak tukaj pa vidimo, da je stvar bolj konkretna. Jezus tukaj pravi, ta ne bo zmogel, ne bo imel sredstv, ne bo imel materijala, ne bo imel moči, da bi res bil moj učenec. Ta, kdor tega ne naredi, ne bo šlo. On ne bo imel tistega, kar rab, da bi sploh lahko bil moj učenec. Se pravi, ne gre za neko moralno prepoved tukaj, gre za zelo konkretno stvar. Ta ne bo mogel biti moj učenec. In tle si moramo biti na jasnem, tukaj nas Jezus, vse nas sooča s tem, da če nismo pripravljeni ugrizniti v tole, smo lahko religiozni, ne moramo pa biti njegovi učenci. Pika. To je Jezus tukaj zelo jasno povedal, tukaj pove, kaj pomeni biti njegov učenec. Tukaj se ne smemo slepiti. Kjerakoli druga prizadevanja, da bi mi bili Jezusovi učenci, ampak če tole prezremo, bodo zgrešila. Ne bo šlo.
ne bo znesel, ne bo prišel skozi. No in zdaj seveda, ne, tole, kar tle predstavljam, se sliši strogo. Mogoče se vam sliši kruto celo. Ampak to, kar bi želel predstaviti, je pa to, da je to pravzaprav v resnici nekaj osvobajajočega. Da je nekaj, kar globoko osvobaja. Ker tako se začenja pravo življenje. O tem bom še govoril. In še drugače, mislim, da moramo pogledati na tale mesta, ki smo jih predvsem v evangelijih zdaj videli. Ne? Jaz vidim v tem, da gre tukaj za čisto Božjo ljubezen. Ne? Namreč, Kristus tukaj od svojih učencev pričakuje to, kar je pričakoval od sebe. Jezus nas, takega smo, nas ima za dostojne tega, da začnemo dejansko misliti tako kot on in živeti tako kot on. Ker vse to velja za njega. To je on naredil. Dejansko se zdi in je tako, da nam Kristus hoče dati svojo notranjost. Svoje notranje življenje nam hoče s tem podariti in nas kliče v to. Hoče, da smo mu blizu dejansko po srcu, po duhu. Da smo taki kot on. No in tukaj vidim tole, da Jezus ne razmišlja tako samo, da bo on nekaj naredil za nas in nas s tem blagoslovil, da bomo mi prejemniki samo njegovega blagoslova. Ne, on nas dejansko vabi, ne, da začnemo živeti tako kot on. Ne. Se pravi, v križu in v njegovem ustajenju. Se pravi, ta njegov križ, on nas povablja, da mi vstopamo v njega. In seveda zato je potem naš delež tudi ustajenje in tudi novo pravo življenje. Se pravi, on želi, da se res izenačimo z njim v načinu mišljenja, v načinu življenja, v vsem. No in tukaj je prav, da se ustavimo in da pomislimo sploh, ko omenimo besedno zvezo Božja ljubezen, na kaj sploh mislimo. Ne? Božja ljubezen, kot se razodeva v novi zavezi, ima naravo tega, da se izprazniš samega sebe, ne? In da se združiš z drugim in da se daruje za druge. Ne? In to najprej vidimo v samem Kristusu, recimo v drugem poglavju pisma Filiplanom beremo tisto himno, ki govori, kako je Kristus samega sebe izpraznil, bil je enak Bogu, pa se je izpraznil. Tukaj vidimo Božjo ljubezen v akciji. In je postal človek. Ne? In vemo pa, da je Bog tako ljubil svet, da je poslal svojega sina. Se pravi, vidimo, da Božja ljubezen je konkretna v tem, da se izprazniš samega sebe. In to je dejansko, vemo, da je Bog tak sam v sebi. 3 osebe, ki so eno v tej ljubezni, ki gre iz sebe, ki se daruje, ki zapusti sebe in se kompletno da drugemu. No in tako je Božji sin sam izpraznil sebe in se kompletno dal očetu. Oče mu je pa dal vso oblast in ga dvignil in mu dal vse, kar ima. Zato jaz pa lahko rečem, vse, kar je od očeta, je moje. A vidimo to medsebojno podarjanje obeh oseb. Zato moramo reči nekaj, ker je beseda ljubezen v današnjem času tako izpraznjena, ne, jo moramo zdaj prav definirati biblično. Božja ljubezen je smrtonosna. Nos vseb smrt sebe in je pa tudi oživljajoča. Prinaša pravo življenje, tam, ki ga ni. Oboje. Zato je dejansko to povabilo k križu, kateremu nas kliče Kristus. Je v bistvu največji dar, kar nam ga Bog lahko da. Da vstopamo v samo realnost Boga, realnost Božjega sina. To je v resnici največja ljubezen, kar nam je Bog lahko izkaže. In to je tudi največje veselje. Zato, ker tukaj smo povabljeni, da smo uživljeni od znotri z notranjem življenjem samega živega Boga. No in zdaj spet, če še enkrat pogledamo z druge strani, no, ta odlomek, vidimo, da ta ne more biti moj učenec, tudi pomeni tole, ne. Če smo Jezusovi učenci, pomeni, da je to prva stvar, ki se moramo učiti. To je prva disciplina, v katero moramo vstopati, v kateri se moramo vaditi, v kateri moramo hoditi. Ne.
No, zdaj pa tako, Jezus je to govoril takrat, v okoliščinah, ki so bile drugačne, pa kaj pa to pomeni za nas danes, kaj pomeni za nas kristjane danes ta klic, kako naj bi mi v praksi tole dosegali, kako naj bi šli za njim, kako naj bi dosegali tole usmrtitev, križanje s Kristusom, tole smrt v sebi. Gremo naprej. Najprej, kar je treba reči, je treba zelo, zelo ostro poudariti tole. Te usmrtitve, tega križanja ne uresničujemo mi s svojo močjo, ampak je Bog uresničuje nas svojo besedo in svojim svetim duhom. To ni nekaj, kar smo mi sami iz sebe sposobni Bogu prinesti, te moči mi nimamo. Je pa tukaj Božja beseda, Božji evangelij, ki nas je dosegal in ta beseda pa je močna, da to uresniči. Preberemo, vemo, kaj je evangelij, spomnimo se na hitro, tako ga Pavel povzame v 2 stavkih. Kristus je umrl za naše grehe, kako je v pismih, pokopan je bil in 3. dan je bil obojen, kako je v pismih. To je evangelij. To je ves evangelij. Ta za naše grehe je tukaj pomemben. To se je zgodilo za nas. Se pravi, ta Božja beseda prihaja k nam, vemo, Pavel drugi pravi, evangelij je Božja moč, odrešenje vsakmu, ki veruje, se pravi, tista največja moč. In zdaj, seveda, kako pa to pride do nas? Kako je pa Bog predvidel, da to vstopi v nas? Ne? Kako tisti Kristusov dogodek tam postane moj dogodek tukaj? No in tukaj imamo pa zdaj še enkrat ta odlomek, ki smo ga že brali, tako da ga zdaj ne rabimo prebrati, bom pa zdaj samo se osredotočil na par glavnih stvari. Namreč Pavel tukaj spregovori o krstu. Govori o tem, kaj to pomeni za nas. In poglejte par izrazov. Skupaj z njim, se pravi s Kristusom, smo pokopani v smrt. Potem pravi, da smo zraščeni. To je zdaj taka organska prispodoba. Zraščeni smo v podobnosti njegovi smrti. Se pravi, krst sam, da ta spust v vodo, pomeni, je podoba Kristusovega križa. In tukaj pravi, da se je zgodilo zraščenje s Kristusom. No in pravi, da tam je bil naš stari človek križan z njim v red. Se pravi, tam v krstu se ta stvar realizira konkretno. In pravi tudi, da smo umrli s Kristusom. No in potem je zanimiva tudi tale zadnja vrstica, ki pravi, mislite, da ste mrtvi za greh. Zdaj, grška beseda tukaj v bistvu pomeni štejte, računajte, upoštevajte, naslonite se na to, da ste mrtvi za greh. Se pravi, za Pavla je krst nekaj aktivnega zdaj. Kakor jaz tem, nikjer drugem svetopismo ne zapoveduje, kako naj mislimo, ampak tukaj pa prav, to mislite. To ne bo vaša notranja drža. Ne? Ampak seveda tukaj gre za to, da se zanašamo na to, kar je Bog naredil. Se pravi, krst, tako kot ga Nova zaveza predstavlja, je temelj vse krščanske hoje, vsega krščanskega življenja. In seveda je tudi, kar se Nove zaveze tiče, to je vstop v krščanstvo. Ne? V naših predstavah včasih mislimo drugače, mislimo, da gre tukaj, da je treba sprejeti Jezusa, 4 duhovne zakone, moliti grešnikovo molitev, to je vse v redu, ampak krst je tisti pravi vstop, to je vstop v zavezo. To je tisto mesto, kjer se Božja zvestoba, pa človeška zvestoba oziroma vera srečata. In to je mesto, ki Bog upiše svojo besedo, evangelij, ko aplicira Jezusovo smrt in njegovo vstajenje na vsakega od nas. To je krst. In seveda, jasno, to se dogaja po veri. Brez vere je krst samo to, da se malo zmočimo. O tem ni dvoma. Ampak z vero, po Novi zavezi, pa gre za veličasten, usoden, kritičen dogodek, ne, ki učinkovito deluje, ne, ki dejansko nas zapečati in nas zaznamuje za vedno po veri in seveda zaradi Božje besede, ki je osnova tega. Ne, se pravi, krst je točka, ko Bog aplicira evangelij na nas, ko ta Božja beseda o Kristusu, ki je umrl, ki je vstal od mrtvih,
postane beseda zame in jaz postanem z njo nerazločljivo zraščen, kot smo brali. Zvezan, povezan in seveda, ko pristopam z vero, stojim v zavezi. Zato je dejanje zaveze. In zato je po veri, je dejansko krst božji poseg. Recimo tam, če ste pozorno poslušali odlomki iz drugega poglavja Kološanom, ki smo ga slišali, govori o Kristusovi obrezi. To je obreza, s katero nas Kristus obreže. To je seveda duhovna obreza, ker spremeni našo notranjost. Ta zadeva razreže naše življenje na dva dela, naprej in na pol. In tudi, in seveda deluje pa po evangeliju in po moči Svetega Duha. Združeni v krstu smo združeni s Kristusom, s smrtjo, s stajenjem. No in ta združitev je tako močna in dejanska, da recimo eno besedilo v prvem pismu Korinčanom pravi, da z njim, da postanemo njegovo telo, da smo v enem duhu, nimam citata tukaj, da smo v enem duhu krščeni v eno telo. Dejansko postanemo del ostalega Kristusa, ker smo z njim združeni, spojeni. Se pravi, krst je popolna predaja. Popolna izročitev sebe Bogu. Krst je tista odpoved staremu. Tukaj je ta točka, kjer se tista stvar, ki Jezus tam govori, to je ta točka, kjer se to zgodi. Naravna, od Boga dana, jasno pripravljena, kjer se mi izročimo Bogu brez rezerve, kjer pustimo vse, kar je naše, vse svojo lastnino, vse, pa tudi samega sebe. Se pravi, tam vse to predajamo Kristusu. Pred kratkim sem prevedel en tekst od Andreja Murraya, popolna predaja, absolute surrender. Klasično besedilo krščanske duhovnosti in ko sem to prevajal, sem pravzaprav pomislil, a ni to hecno, da moramo sploh imeti tako besedilo. Ker je, tekst je čudovit, vse ga bom objavil v kratkem. Ampak, če bi prav razumeli krst, to sploh ne bilo potrebno. Ker bi razumeli, da je to tista točka popolne predaje, da je to temelj vsakega in katerega koli krščanskega življenja, ta popolna izročitev vsega Bogu. To je tako Bog postavil, da je to temelj, da je to tista štartna točka, na kateri gradimo. No, ampak ni to samo štartna točka tam nekje v zadaj, za nami, ampak tako, kot spet vidimo iz Nove zaveze, to je točka, na katero ne bi se vedno vračali. Če opazujete, recimo, kako Pavel argumentira stvari ravno v drugem poglavju pisma Kološanom, prav, argumentira tako, kolikor ste sprejeli Kristusa, kolikor ste bili krščeni, tako zdaj živite. Izhaja iz tega in se prav vrača svoje poslušalce in tudi nas nazaj na krst. In dejansko je krst dar od Boga, ker je to konkreten dogodek, ki se je v konkretnem času in prostoru zgodil, ki ga noben ne more, pred pričami noben ne more tega zanikati. In mi kot kristijani se lahko preprosto postavimo na krst. O tem bom par besed še pozneje povedal, prav kot eno od praks, konkretnih duhovnih praks, ki jih lahko prakticiramo. Se pravi, prav razumeti krst, prav ga učiti, prav verovati, prav prakticirati, prav živeti krst. No, ampak zdaj, če je to začetek naše poti tak, kako pa ne bi zdaj mi to ohranjali in poglabljali v vsakdanjem življenju? A je tukaj še kaj drugega v Novi zavezi? Ja, vsekakor je. Lahko gremo naprej. Govorimo lahko o velikem, slavnem, smiselnem bogoslužju, ki ga vodi kar veliki duhovnik, Jezus Kristus, in ki se uresničuje po Svetem Duhu in v katerega smo vključeni vsi. Vsak od nas je tukaj vključen kot daritev, pa tudi kot mali duhovnik, če tako rečem, ker smo vsi kraljevsko duhovništvo. Poglejmo zdaj tole besedilo v
12. poglavju pisma Rimljanom in tle seveda moramo biti pozorni, kje v pismu Rimljanom se tele vrstice nahajajo. To se nahaja na točki, ko Pavel predstavi celoten evangelij, spregovori o Judih, potem pa se obrne k krščanski skupnosti. Kaj zdaj to pomeni za krščansko skupnost v Rimu? In takole začne. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. In nekar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Kaj imamo tukaj zdaj pred sabo? Najprej moramo reči, tukaj gre za svobodno, prosto, voljno daritev iz hvaležnosti. Ker je Bog tako usmiljen. To je naš odziv na nekaj. Tukaj ne gre na prvem mestu za našo inicijativo. Tle gre za odziv na evangelij. In potem prav, to je tista smiselna stvar. Logična stvar. Edino smiselna stvar. Ker je Bog tako nepredstavljivo dober do nas in usmiljen in ljubeč, ker je naredil to, ker evangelij prav. Potem je edin smiselen človeški odziv in edino smiselno čaščenje Boga je to. In seveda tle moramo slišati to napetost, ki je v teh besedah, ta paradoks. Te stvari, ki so, bom rekel, človeško nemogoče, ampak pri Bogu to tako deluje. Imamo ta beseda za žrtev, ta beseda pomeni klavno žrtev, ki pa je živa. In to je seveda nemogoče. Zaklana žrtev je mrtva, ampak ta pa ni, ta pa je živa in celo oživlja. Daje življenje nam in drugim. Se pravi, gre za smrt, ki poraja življenje. Tukaj to moramo videti v tem paradoksu. Tukaj živa žrtev. Žrtev ne more biti živa. Žrtev je zaklana. Ampak ta žrtev dejansko pa smrtjo oživlja sebe in ostale. No in tudi tukaj žrtvujemo telo. Darujte svoja telesa. Telo tukaj v tem odlomku pomeni v bistvu vse, kar mi smo na tem svetu. Vse, kar smo konkretno. Se pravi, vse, kar imamo, vse, kar lahko delamo, to je naše telo v tem svetu. Vse, kar smo zmožni. Prav, dajte to Bogu. To je podobno malo, kot smo slišali že prej v pismu Rimljanom, izročite svoje ude v orodje pravičnosti. Recimo, to je drug način, kako Pavel ista stvar pove. No in to, kar je tlele zelo pomembno, da ta živa žrtev, da je učinkovita in deluje, ima neko zelo konkretno posledico. Preobraža nas. Ko se tako Bogu izročimo, se pravi, ko pristopimo k velikemu duhovniku Jezusu, ko rečemo, lej, tukaj je daritev, z veseljem ti prinašam sebe, svoje telo. Ja, potem nas to preobraža. Naš pomeni to, kar je znotraj, notranje mišljenje, se preobraža. Seveda, vemo, kako se preobraža v skladu z Jezusovim umom, v skladu s tem, kdo je Jezus in kako on misli. Se pravi, naša notranjost se preobraža, naši vzorci mišljenja se prenavljajo, naše želje se preobražajo, naši vzgibi, naša čustva. In ta preobrazba nas pa usposablja za spoznavanje Božje volje. Se pravi, tega, kaj hoče Bog. Da smo dejansko, tudi tukaj vemo, da Jezus je popolnoma stal v Božji volji in je užival v Božji volji. Padel človek ne uživa v tem, ampak novorojen človek pa seveda uživa. In k temu se preobražamo, da začnemo Božja volja pa Božja želja, to je v izvirniku bolj ali manj eno in isto, se pravi to, kar želi Bog. In da si mi začnemo želeti to, kar si Bog želi. In to je veliko veselje tam. Tudi ta žrtev je vesela žrtev. In tukaj vidimo tudi, da nas to bogoslužje, ta daritev, edina smiselna, ki je ostala, nas usposablja in osvobaja za to, kar je res dobro in tudi za to, kar je popolno. To je pot popolnosti. Tukaj tako stopamo na tisto popolnost, ki smo o njej zadnjič tudi govorili.
tako da sebe izročimo in seveda z zavestjo, da je ta kraj Bog že pripravil. Ta kraj za žrtev je že pripravljen, je Jezusov križ. Tja k temu oltarju po duhu pristopamo, tam se izročamo in tam smo preobraženi, tam postajamo novi. In to smo tudi zadnjič omenili, s tem vstopamo v to veliko kraljevsko duhovniško službo. To je ta veliki božji načrt, ki ga gledamo dejansko od prvih poglavij Geneze, prek Eksodusa, prek Jezusa, apostolov, razodetja do konca, do dejansko vizije, kako bo v odrešenem svetu. Dejansko s tem stopamo v to pravo kraljevsko duhovniško službo in jo prakticiramo, ko prenašamo sebe. In če se nam zdi to malo preveč, bi vas opozoril na eno mesto, da je Pavel dejansko sam razumel svoje delo tako. Ne? On je razumel svoje delo, misionarsko delo, kot res to veliko vesoljno duhovniško bogoslužje ali pa službo. Ne? In v tej službi poganski narodi postajajo živa daritev Bogu, in to sva po evangeliju in seveda v moči Svetega Duha. To je treba zmeri, te dva vidika moramo zmeri poudarjati. Živa Božja beseda evangelija, moč Svetega Duha. Poglejte ta odlomek, se pravi, to je na koncu pismo Rimljanom, pisal sem vam v moči milosti, ki mi je dal Bog, da bi bil služabnik, ampak dobesedno je tle liturg, se pravi tisti, ki opravlja bogoslužje. To ni katerkoli služabnik, to je bogoslužni služabnik je to. Kristusa Jezusa med pogani in da bi upravljal duhovniško službo za Božji evangelij in da bi tako pogani postali Bogu prijetna daritev, posvečena v Svetem Duhu. Tukaj Pavel predstavlja to vizijo res take vesoljne daritve, kjer smo mi vsi v bistvu zaradi evangelija, zaradi Božje besede, ki nas je našla, ne, in zaradi Svetega Duha, ki deluje, smo mi preneseni Bogu kot vsi skupaj, kot živa žrtev. In to je Bogu všeč. To je tisti načrt, ki ga je imel Bog od začetka sveta. Da se mi izročimo Bogu, tako kot se je ne nazadnje Bog najprej izročil nam. Tudi tukaj moramo videti, da odgovarjamo na enako z enakim. Ker se je Kristus izročil za nas kot živo daritev, Bogu všečno, sveto in popolno. Zato Pavel pravi, zato pa zdaj tudi vi to naredite. To je edino smiselno, kar lahko naredite. In vidimo, kako zelo dosledno je Pavel tukaj ta Jezusov klic zdaj dejansko v situacijo krščanske skupnosti po vstajenju prepisal, prevedel. Za Pavla so tiste Jezusove besede zdaj delujejo tako, da mi dejansko se odzovemo z isto ljubeznijo, z isto žrtvijo, z isto notranjo držo. No, in poglejmo si še en vidik tega. Takole prav Pavel v pismu Galačanom. Skupaj s Kristusom sem križan, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Tukaj imamo še en tak paradoks, še eno tako nasprotje. Ne? Kako lahko nekdo, ki govori, reče, da ne živi več on. Ampak v Bogu je to mogoče. Tle Pavel vidi, da je nekaj se zgodil z njegovim jazom, s tem, kako je on. Tukaj v Kristusu, z njegovim križem, v moči Svetega Duha se je pojavila dejansko nova življenjska oblika, ki nikjer drugje na svetu ne obstaja, tukaj pa obstaja. In ta nova življenjska oblika ni nič manj kot življenje Božjih otrok. Tako živijo otroci živega Boga. In ta življenjska oblika izgleda takole. In seveda zelo direktno posnema način, kako je Jezus sam živel. Jezus sam je rekel, jaz nisem tle zaradi sebe. Vse, kar delam zaradi očeta. In tukaj vidimo, da ta vzorc tega Božjega življenja se po Svetem Duhu dejansko začenja tudi v skupnosti, v cerkvi, v skupnosti verujočih.
Se pravi, vidimo, da se ta nova oblika življenja, ne, se začenja tukaj. In to je Božje življenje, to je pravo življenje živega Boga v nas. Lahko bi takole rekel, da vse to, kar smo omenili doslej, nošenje križa, vračanje na krst, darovanje svojega telesa, pri vsem tem gre za osvobajanje od projekta jaz. Ker jaz je naš projekt. Dajmo o tem malo razmisliti. Ne vsak razmisli, kako sebe dojema. Ne? Z jazom, z mano je zmeri povezan vzdrževanje moje samopodobe, uresničevanje, pa vzdrževanje mojih načrtov, mojih želj, mojih pričakovanj, mojih razumevanj tega, kako razumem stvari, mojih predstav, vrednot, sanj. Jaz sem zmeri uprežen v to, ne? Da to nekako vzdržujem, da mi tle nekako to uspe. In to je moj projekt. Ampak zdaj vse tole nas pa od tega osvobaja. In to je tista svoboda Božjih otrok, kar nam je Bog daje. Ne? Od tega smo tukaj osvobojeni, tukaj dejansko smemo izstopati. Ne? Ker nam več ni treba uspeti v ničemer. Dejansko ni nam treba nič več doseči, ker nas je Bog dosegel. Ni nam treba uspeti, ker je Bog uspel v nas. Zato, ker smo sprejeli njegovega sina, smo sprejeli njegov križ, smo sprejeli njegovo vstajenje. To je v resnici tukaj v tem je velika svoboda, o kateri pa redko razmišljamo, ker nismo navajeni tako razmišljati. Ja, dejansko je seveda problem, ne, ker ves svet, celotna družba, v kateri živimo, nam z vsemi sredstvi govori točno kontra. Ne. Točno skozi nam govori, ne, ti moraš doseči, ti moraš uresničiti svoje sanje, ti moraš imeti dobro samopodobo, ti moraš to, ti moraš. Jaz pa pravim, ne, svobodni ste tega. Svobodni ste vsega. Ampak ta projekt jaz, no, vam svetujem, da o tem razmišljate. Ja, da vidite, kako v resnici sladka je beseda o križu tukaj. Kako pride križ tukaj kot totalna, najbolj veselo sporočilo je to, da lahko to odložimo. In da nas to več ne veže, več ne definira, te zahteve nas ni več, zato ker je nad nami samo ena zahteva in ta zahteva je pa Kristus. To je zahteva, ki je nad nami. Vse ostale zahteve so bile prbite na križ, tako kot smo brali, in so javno izpostavljene in so razorožene. Nimajo nad nami več oblasti. Bog želi imeti svoje otroke svobodne. No in tukaj se lahko vrnemo na tisto vprašanje, ne? A je ta Jezusova beseda, ki smo jo prej prebrali, a je to nekaj krutega, a je to nekaj strogega. Ne? Tle vidimo, da gre v resnici, tako se zdi na prvi pogled, staremu človeku se to zdi, ker je njegova smrt, da se ne more zdeti. Za starega človeka je tista beseda, Kristusova je obsodba, jasno, ampak v resnici gre pa za osvoboditev. Tukaj se osvobodimo bremen ujetosti v vse to, kar smo, in vstopimo v to svobodo. In tudi seveda tukaj vstopamo v to pravo Božje življenje. Tako izgleda Božje življenje, da lahko rečemo skupaj s Pavlom tole. Ne živim več jaz, Kristus živi v meni, kolikor pa še živim pa v veri, in zdaj v kakšni veri? V Božjega sina, ki me je vzljubil in daroval. Vemo pa, da beseda vera pomeni tudi zvestoba, se pravi, sem zvest temu Božjemu razodetju, ne kateremu koli, ampak temu razodetju Boga, ki me je vzljubil in se je daroval. Se pravi, to je pa, temu sem pa zvest. Kolikor lahko še rečem, da jaz bivam sam po sebi. Je pa to moje bivanje. No, potem je pa še en vidik. In kot sem že rekel, to osvobajanje ni v naši moči. Dejansko, če mi sami sebe poskušamo ukiniti, je to lahko zelo nezdravo. In tega nikakor ne svetujem nobenemu.
Ne, to je delo Svetega Duha. To je delo Božje besede in tukaj moramo mi enostavno se učiti sodelovati z Bogom. Ne gre za to, da mi probamo nekako umoriti to, kar je staro, kar je slabo v nas. No, ampak tle bi vas želel spomniti na en vidik delovanja Svetega Duha, na katerega ponavadi se mi zdi nismo pozorni. Odlomk v pismu Rimljanom, lahko bi tudi daljši odlomk šli brati tle v 8. poglavju, govori takole, če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z duhom morite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Tale povezava se mi zdi zanimiva, če jo vidimo. Sveti duh, mogoče prvo delo Svetega Duha je to, da dejansko Jezusov križ naredi učinkovit tukaj danes v meni. In tako, da mori, dejansko polaga v smrt, da dela smrt v meni. Kristusovo smrt staremu, vsemu kompletnemu kompleksu starega človeka, starega mišljenja, starih želj, jaza, moje lastnine, vsega, kar me definira, s čemer se jaz definiram. Sveti Duh je tukaj, da to mori. To je mogoče presenetljiva v pogled, ampak to se mi zdi, na to moramo misliti. Sveti Duh je poslan za to, da ta križ od Kristusa uresničuje v nas, ali pa tako, kot smo prej brali pri Pavlu, to Jezusovo umiranje v nas se dogaja po Svetem Duhu. In prav, tisti, ki se tako pustijo voditi Duhu, so Božji otroci. To je način življenja Božjih otrok. To je tako, kot je živel Božji sin, tako živijo Božji otroci. Drugačne more biti. Iz tega odlomka, če bi širši odlomk brali, bi videli, da dejansko samo ljudje, ki so v duhu in ki z duhom morijo dela telesa, so Bogu všeč, so dediči Božjih obljub, so Božji otroci. Ja. To je izziv za vse nas. Tukaj sem zdaj pokazal par vidikov, vsaj iz Nove zaveze, kako smo poklicani, da to Jezusovo besedo, da naj vsak dan vzamemo svoj križ, da naj resno vzamemo svoj krst in da naj pustimo Svetemu Duhu, da dela to, kar on hoče delati, da v ta izziv griznemo. To se mi zdi prva glavna stvar, ki se jo moramo učiti, prva disciplina, ki jo moramo z Božjo pomočjo gojiti in pustiti, da v teh stvarih rastemo. No in glede na to, kar smo zadnjič govorili, bi nas spomnil na to, rekli smo, da namen vseh krščanskih disciplin je Kristus v nas. No in tukaj to lahko zelo konkretno vidimo. Namen te discipline je Kristus v nas konkretno, s svojim križem in svojim ustajenjem. Ne kar Kristus na splošno, ampak zelo konkretno. Namen te discipline je, da postane Kristusov križ realnost v nas in prav tako seveda njegovo ustajenje. No in tudi zadnjič smo imeli precej debate o krščanski popolnosti, če se spomnite. No in rekli smo, da je to cilj vseh krščanskih disciplin. Tja moramo biti usmerjeni. Ampak iz tega, kar smo povedali, jasno vidimo, da se ne moramo sami posvetiti. Je to nemogoče. Da dejansko sami ne moramo doseči popolnosti. Sploh ne. Lahko pa vanjo vstopamo. Lahko vstopamo v popolnost, ki je Bog pripravil. Ki je dejansko nekaj, kar se zgodi v Božji moči, v moči Božje besede, v moči Božjega duha. Se pravi, gre za to, da vstopamo vanjo in da se učimo stati v tej realnosti. In Nova zaveza Pavel kar govori, to je resnica v Kristusu. Pika. To je resnica. Tudi če mi tega ne čutimo, to je resnica in mi se moramo učiti stati v tej resnici in živeti v tej resnici. Vsakodnevno hoditi v tej resnici, odločati se v skladu s to resnico. To je resnica Božje besede. No, zdaj pa, kot sem rekel, bi pa zaključil s 3 konkretnimi praksami. Kako ne bi to bolj konkretno
izgledali. In to, hkrati te 3 stvari so 3 izzivi za vas do naslednjič. Prva praksa, ki bi jo predstavil, je vračanje na krst. Za večino od nas predvidevanje krst nekaj v preteklosti. Če ne, če še niste krščeni, potem poskrbite, da boste hitri. Zame je tale stvar izredno koristna. Vračati se na krst, oziroma postaviti se na krst. Oziroma enostavno priznavati krst. Nekatere v tradicionalnih cerkvah, nekaterih imate prav obred obnavljanje krstnih zaobljub. Ampak je nekaj na tem, je nekaj na tem. Jaz mislim, da je čist konkretno, kako ne bi se tega lotilo. Prvo, kar bi rekel, je to, da moraš ozavestiti svoj krst. Da ta krst, ki je bil, da ni samo ena stvar iz preteklosti, ampak je ena en močen duhovni potencial, iz katerega ti lahko črpaš, če se nanj postaviš. Ozavestiti, da krst je to, kar smo zdaj govorili. Tale zraščenost s Kristusom v obe smeri, smrt in vstajenje, ta združenost. Se pravi, ozavestiti, kaj se je v resnici zgodilo. Tudi če takrat tega nisi čisto razumel, to nima veze. Danes je važno, da to razumeš, danes je važno, da se na to postaviš. To je bistveno. No in potem pa, ko to ozavestiš, ko to ozavestiš, je pa važno, da zdaj v molitvi to enostavno priznaš. Izpoveduješ, da je krst to, kar je v resnici. Izpoveduješ, krščen sem v Jezusa. Jaz sem krščen z njim, stojim na tem. Tudi če je vse ostalo v mojem življenju narobe, tista odločitev, ki sem jo tam naredil, je ta prava in na tej vztrajam. Taka stvar ima veliko duhovno moč. Vztrajam na tisti odločitvi in na tisti situaciji, kot je tam jaz, pokopan, Kristus obojen v meni. In tem vztrajam. In ker je krst konkretna stvar, je to zelo otipljivo in pomembno, učinkovito duhovno orodje. No, jaz rečem, tako hočem živeti, tako hočem umreti. Ker je tam sem prijel svoje življenje točno tako, kot mora biti. Kristusov križ, Kristusovo vstajenje z mano povezan. Imam za vas čist konkreten izziv. Poskusite vsako jutro, pa takoj, ko se zbudite. Prva stvar, še preden ostaneš, ko postaviš na krst, rečeš, krščen sem, stojim na tem. Na tej osnovi živim. Zelo konkretna stvar. Začetek dneva, začetek poti. In tudi sicer, jaz predvsem vidim, ko priješ v težave, ko priješ v preizkušnje, v skušnjave, tale stvar zelo, zelo dobro razčist ozračje. Ker se postaviš tja, kamor je treba, tam, kjer me Bog pričakuje. S preprosto vero na to točko, kjer sem se popolnoma izročil in pravim, še naprej se popolnoma izročam. To je to. In Bog to spoštuje. Tudi Satan to spoštuje in se boji tega. Se tega boji, ker tukaj ne more nič. Tukaj je zaveza med Bogom in človekom sklenjena v Jezusovi krvi. No, potem druga praksa. Je to, če lahko rečemo, živa daritev telesa. Se pravi to, da se popolnoma izročamo Božji volji. Zame je ta stvar, recimo že ko molim tale del Gospodove molitve, zgodi se tvoja volja. Tukaj to razumem, ker tisto odlom, kot vidimo, govori o tem, da kako naj bi prišli do Božje volje, kako naj bi spoznali Božjo voljo. Se pravi, če jaz resno molim, zgodi se tvoja volja, to pomeni, da moram k tej prošnji priložiti daritev svojega telesa, sebe. Ker to je edini način, da bom lahko prišel do Božje volje. In obenem, kot smo videli, je to tisto pravzaprav, kar si Bog želi, zato ni naključno, da je Jezus to molitev postavil v srce te ene molitve, kar nas je učil. Ko to molimo, izročimo sebe, izročimo svoje življenje, vse, kar smo, svoje telo. In opazujemo, kako bo Bog nas transformiral.
Ne, in na ta način, ko se tako izročamo, ne, seveda vključujemo to Jezusovo umiranje. Ne, to Jezusovo umiranje postane učinkovito v nas, deluje v nas in nas preobraža. Ne. In na ta način tudi v molitvi dejansko lahko rečeš, sprejemam tvoj križ, Jezus. Sprejemam ga zdaj. Naj ti naredi v meni to, kar ti lahko narediš. S tvojim močjo, s tvojim križem. To mora biti, to vas spodbujam, da to postane del vaše vsakodnevne molitve. Da, ko molite, da stopite, da sprejmete križ in da se tako izročite in da veste, da s tem pravzaprav vstopate v nekaj veliko večjega od vas. Vstopate v to veliko bogoslužje, ki ga vodi veliki duhovnik, Jezus. To je lepo, to je dobro. To nam je lahko spodbudo, ker ne gre zdaj za sam neko našo privatno zadevo. Tukaj vstopamo v tisto veliko zadevo, ki jo Bog dela. In odtlej dobimo spodbudo. No in tretja konkretna praksa je pa to, da dopuščamo Svetemu Duhu, da v nas mori starega človeka. Tudi to mu moramo pustiti, to se moramo odločiti. Sam po sebi Sveti Duh žal ne naredi tega. Sveti Duh je gentleman, nažalost. Ker želi, zakaj? Bog želi, da človek svobodno hoče to, kar je dobro. Bog noče stvari na silo. Bog želi, da mi svobodno hočemo in želimo to, kar je dobro. In zato je pomembno, da se odločimo in da prosimo Svetega Duha pridi, umor, s tvojo močjo apliciri križ na tista področja. Se pravi, je pomembno, da področja mojega življenja, kjer vidim, da se nisem predal Bogu, ali pa kjer vidim, da eni stari vzorci mišljenja, stari vzorci obnašanja, stari vzorci reagiranja še zmeraj delujejo v mojem življenju, je pomembno, da jih prinašam k Bogu, molite, če mi Sveti Duh, prosim te, tlele je delo zate. To usmrtitveno delo Jezusovega križa, to naredi Sveti Duh. In potem, seveda, pri tem, ki pa tako molimo, je treba pa zaupati, in to je pomembno, zaupati, da je Sveti Duh točno za to poslan. Njemu to ni pod častjo delati. Ali pa, kakorkoli, on je poslan za to. Dajmo se tukaj z vero nasloniti. In tudi seveda po veri, dajmo to osvoboditev in uživitev sprejemati. Prav, je zelo pomembna vera v to. V glavnem, to so 3 konkretne stvari. Vračanje na krst, živa daritev, dopuščanje Svetemu Duhu, da mori starega človeka. Poskusite se vaditi v teh stvareh, opazujte, kako vam gre, kje imate težave, kaj vas uvira, kje vam gre dobro. To je to, kar sem hotel predstaviti. Pred koncem bi pa imel še, kot zmeraj sem rekel, da bom dal par neke literature za poglobitev. In tukaj moram en svoj tekst vam predstaviti. To sem ga napisal pred časom, je pa malo daljši in je na mojem blogu Življenje Božjega Sina in Božjih otrok. Tudi danes sem nekatere stvari, ki sem jih danes tukaj povedal, so delno povzete od tam. Tam imate stvari na širš, na daljš, tudi nekatere ugovore sem tam malo obravnaval, tako da to vas povabim, da si pogledate. Gremo naprej. Pa 2 knjigi. Ta prva je tale, Nemška teologija. Ta knjiga je zelo zanimiva. Prvi izdajatelj te knjige je Martin Luther. 1516 pa 1518. Ni avtor, ampak ta zadeva je obstajala prej v rokopisu. Knjiga je iz 14. stoletja v nemščini napisana, v bistvu gre za mističen tekst, ampak zelo veliko govori prav o tem umiranju jazu. In ta je pa prevedena, Luther je to izdal in Luther sam je povedal, da ta knjiga mu je poleg Svetega pisma pa poleg Avguština največ pomagala. Luther je zelo visoko cenil to knjigo in tudi med luterani se ta knjiga zelo veliko ponotiskvala, 60 ponotisov doživela in tako naprej. Zdaj lani je šla v slovenščini, tudi prevede Gorazd Kocijančič, tako da to je ena knjiga, Boštjan ima eno kopijo tudi, pa tako drugače se jo da tudi naročiti. Je napisana v malo drugačnem stilu, kot smo mogoče vajeni,
ker pač ni iz našega, kaj bi rekel, evangelijskega kulturnega okolja, ampak predstavlja ta radikalen božji klic, kako izstopati, kako izročiti sebe, kako pustiti, da jaz umre, zelo dobro predstavlja to. No, potem pa še ena knjiga, Tozer, The Crucified Life, križano življenje. Tukaj pa on dejansko opisuje iz različnih vidikov, kako to izgleda. In life je tukaj poudarjen, se pravi, to je življenje. Tam, kjer je križ opravil svoje delo, tam je pravo življenje. Tako da to je pa druga stvar, ki sem rekel, da bi jo izpostavil. Je pa dejansko literature na to temo še ogromno.